Z novim letom se je praktični in teoretični del izpita za avtomobil podražil za nekaj več kot 10 evrov. Če smo prej za teoretični del izpita plačevali slabih 14 evrov, sedaj damo skoraj 10 evrov več. Stroški dveh upravnih taks ostajajo enaki, okoli 18 evrov. Skupno pa sedaj za teoretični del vozniškega izpita odštejemo kar 42 evrov in 10 centov. Na vprašanih avtošolah zaradi tega ne opažajo upada vpisov. Je nekje konstantno, kot je bilo, ni opaziti ne povečanja, ne upada vpisov. Seveda z nekaterih strani je slišati določena negodovanja glede cene. Menim pa, da je cena tudi zelo ozko povezana s kakovostjo storitev. Določene avtošole uro vožnje ponujajo za 13 evrov, sicer pa je v povprečju cene okoli 22 evrov. Prenizke cene ur vožnje pa imajo vpliv tudi na kvaliteto usposabljanja. Ta ura vožnje oziroma cena ure vožnje je nekako usklajena tudi z vsemi ostalimi stroški, ki pač s tem nastanejo, in kolikor je cena prenizka, definitivno nekje stroški so enaki in nekje se mora to poznati, in menim, da prenizka cena ima vpliv tudi na kvaliteto usposabljanja. Že nekaj časa pa tudi velja, da lahko 16-letniki že začnejo opravljati izpit za avtomobil. Bom rekel, da se mi zdi to zelo koristno. Ti mladi ljudje lahko potem vozijo 2 leti s spremljevalcem, po 2 letih opravijo praktični del izpita in v bistvu, ko se pojavijo potem sami v prometu, so veliko bolj varni, bolj izkušeni vozniki. Do vozniškega izpita pridemo v nekaj korakih. Najprej je potrebno opraviti zdravniški izpit, cena 41 evrov. Cena 10-urnega tečaja prve pomoči za voznike začetnike znaša malo manj kot 84 evrov. Predavanje cestno-prometnih predpisov 80 evrov, po predavanjih pa sledi še teoretični del izpita, ki je prav tako plačljiv in znaša 32 evrov. Cena praktičnega usposabljanja je z zakonom določena minimalno 20 ur. Izpiti pa se v povprečju opravljajo med 25 in 35 urami. Za 30 ur torej odštejemo 690 evrov. Sledi izpitna vožnja pred komisijo, ki znaša 37 evrov. Izdaja vozniškega dovoljenja na upravni enoti 22 evrov. Prišteti moramo še strošek dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, ki znaša 125 evrov, je skupna cena nekaj več kot 1050 evrov. Seveda, to je nekaj super, ko on po 6 mesecih lahko že gre na to varno vožnjo, najkasneje v 2 letih, in samo svoje znanje nadgradi. Odlično. In to 125 evrov, ne vem, če je to takšen strošek, ki bi lahko nekdo ga primerjal z varnostjo na cesti. Cena upravljanja vozniškega izpita za povratnike, torej za vse tiste, ki jim je vozniško dovoljenje bilo odvzeto, je enaka prejšnjemu izračunu. Prizna se jim le opravljen tečaj prve pomoči. Ja, teh primerov je kar nekaj, predvsem tistih, ki se ne poslužijo te možnosti, ki jim zakonodaja dopušča, da vlagajo predloge za odložitev, oziroma te predloge za odložitve ne rešijo ugodno, in v takem primeru so definitivno pač sestavni del ponovno opravljen vozniškega izpita za njih. Sprašujemo se, ali je danes sploh mogoče živeti brez avtomobila oziroma brez vozniškega izpita. Da, mogoče, če smo doma v centru mesta in prakticiramo krajše razdalje, ki jih lahko opravimo tudi s kolesom. Vsi ostali, tisti, ki še nimajo vozniškega dovoljenja in ga bodo slej kot prej morali pridobiti, pa se stroškov, ki ni tako majhen, žal ne bodo mogli izogniti.